Tole je otok Serifos, kamer so bila danes namenjena. Zdaj je tole notranji zaliv, bomo sidrala, delala vodo in ostala tukaj do jutri. Sosed s katamarana me pozdravlja. V glavno, mogoče jutri celo greva do konca, se pravi do celine Grčije. Je nekje 40 mil samo še, tudi mogoče eno od Jadrava do tja ali pa eno nočno spet ali pa kaj tazga. V glavnem se bo pa malo zadržala nekje. Natalija bo imela še rojsten dan vmes, mogoče neki so dogovori, da se še z enimi Slovenci mogoče vidimo. Tako da imava še dober mesec po planu, da pride do doma, tako da se nama ne mudi preveč. Tako da super. Greva pa tlele noter, je ful velik zaliv, sidrava in to je to. Mi je všeč tale zaliv, te kamni vse, drugače tale od zadaj noter je ena plaža, tamle ena, ki je ta katamaran, pa ena jadrnica je že, pa tam je še ena, tako da danes bom pa lahko mogoče tekel tako skozi okoli in okoli zaliva, vidim, da je tle cesta, se pravi, da tudi ne bo nekega klanca. Včeraj sem še sem najedel, ne vem, 94 ali 95 metrov višino tudi, tako da zdaj moram sem zbrati, kje bova sidrali, ali greva delati družbo pa gužvo že tem dvem plovilom tukaj, a se tle odzadaj pa tudi že nekdo sidram, vidim jambak. Ali greva tukaj, ne vem, treba se bo odločiti. Šefica je rekla ravno, tako da greva ravno. Drugače sem tudi jaz predlagal, no. Zdaj, ko vidim, da so drevesa, če bova šla na plažo, da zmava senca malo, ker na tele ni dreves. Tamle pa ne vem, je že malo globja voda, je tlele malo bolj zasidre, verjetno bova kot tlele. Kaj pa ti delaš? Tam bi bila mogoče kakšna trgovinca, ne? Nisem že pogledal na Google Maps, nič ni, samo restauracije so povsod. Natalija drugače pica peče, tako da bomo zdaj malo kosilo. Jaz zasidram, ona pa za jesti priprav. Top. Voda je pa res čista tukaj, ne moreš verjeti. V bistvu vsako miljo, ki so bliže domov, se bolj počutim, res. Zračunal sem zdaj, če bova prišla 29.6. nazaj v Portorož. Pomeni to, odkar sem štartal, bo minilo 1030 dni. 1030 dni, nekaj čez 30.000 nautičnih mil ali pa malo več kot 55.000 kilometrov. Super. Kar nekaj držav smo obiskala, približno 30. Veliko stvari je bilo vmes. Pač eno izkušnjo novo imamo dobro. Zasidrana, pogled je poletni, v smislu samo, da bi mogla biti še topla bolj voda. Dingi pripravljen, miza odprta, ena pica že gor, še ena pride, tenda, senca odprta, super, z vodom, watermaker je že pripravljen tam od spredaj, tako da dober tek, pa vodo delamo, pa gremo na plažo. Dober plan. Zdaj boš vodo delal, ne prekasneje. Kaj reče ste, gospa? Kad sonce malo dol pade, ne? Kaj? Da ni vroče. Si vseeno, za watermaker je vseeno. Najde pridgeva jesti, sem že lačen, dobro izgleda. Salama, domača bržola, čebula, sir, same dobre stvari. Midva sva še vedno na otoku Serifos, samo na drugi strani, ko sva prenočila. V glavnem splula sva zjutraj ob 6 ven, ampak je pihalo že 25 vozlov, tako da sem šel tle v zavetje. To ne pomeni, da ne bova nadaljevala naprej, ampak samo
Stavil sem se, da bova nekaj jedla, kavo. V glavnem odločila so se, da ne greva tako daleč, kot sva mislila, zdaj cel dan jadrat. Šla sem do sosednjega otoka, ki je 10 milj stran, zato imamo dovolj časa, tako da bomo čez kakšno urico, mogoče izplula, pa bomo pojadrala teh 10 milj, čeprav je v veter, ampak malo čas. Tule so pa rudniki bili, tle so natovarjali na ladjo, tam so še vozički. Tle na tem otoku so železovo rudo kopali, tako da so bili zelo bogat otok. Če pa tako en tak lep zalivček, tudi nisva sidrala, evo ti, ne vem, da sva bila nazadnje na boji v glavno. Sva na eni boji, noter sem gledal, je ladijska veriga noter, tako da je res močno. Tale štrik pa tudi zgleda, da bo zdržal, sicer pa sveter na jadrnici, tako da ni težave. Tako da super, lepo sonček, ni nama hudega, prav všeč mi je. Zdaj greva lahko res malo bolj počas, tako le plane malo spremenimo, če ni potrebno več divjati. Do konca meseca bo že prišla do doma Slovenije. Odhajava, greva naprej, sosednji otok, kot sem rekel. Najdel sem eno lepo sidrišče, 18 milj imava do tam. Bomo videli zdaj, koliko bo vetra, katero smer bova lahko jadrala. Zasidrana v zalivu, če se gre ful tlele plitvo, moram preveriti, če sploh dobro, drugače bo mogla presidrati. Ampak ker se ful vrtimo, nočem biti preblizu drugih, zato se še mogoče malo preblizu, da je kopnega, ampak pa videla. Glavno tlele je že manj kot 2 metra. Bolj pa da bi šla na drugo stran, nisem prej vedel sploh kakšna je obala. Če nam bo dobro, bom šla pa na to stran sidrati, bo pa še boljše. Čas malo še cel popoldne. Natalija se že kopa. Mogoče bom šla lahko tako na kakšen hrib malo pogledati, bo po moje lep razgled, ali pa z dronom pa lahko poletim. Je pa dejansko mivka, ful droben pesek, ampak je ful vroče. Tudi malo bolj temne barve, tako da se kar se greje. In pa še malo tlele pogledati, Natalija je že nekam šla, pa ne bom najdel. Sva neke počitniške hiške, sem sva trenutno zaprte, so bolj kot ne zapuščene. Sima tale bi mi bila čisto všeč tlele. Osvojila sva še en vrh in pa cerkev. Najbolj da splezam pozvoniti tam na gor, da bodo vedeli, da smo prispela srečno. Lep zaliv z obeh smeri. Če bi prej vedel, ko smo prehajala, bi šla raj na to stran. Je tako lep še sidrati. Prej so bili kar valovi tle, ker je tako sem z te smeri pihala. V glavnem plovil je pa polno, ampak so zdaj kar pustila tako kot je. V redu je, nič hudega. Vem za naslednjič.
Majn današnji dan se je že začel. Po jutranji kavi in pa pečenih jajcih sva štartala. Izletka sicer zaliva, samo jeva počasno naprej. Prva sva jadra, ampak so bili že par močnih sunkov, ki naj že podiralo, tako da smo naredila že krešavo. Še vedno nimamo narejene prve, tako da moramo imeti kar drugo, ampak ne Genova, zdaj pa lepo Šibova. Tole je še en otok, potem je pa že celina in tja sva namenjena, tam kjer so templji, tam bova danes sidrala, pa videla naprej. Drugače pa je lep dan za jadrati, ni preveč vetra, ni ga premalo. Če bi ga bilo samo malo manj, bi bilo malo manj valov, to je pa to. Ampak super, sem zadovoljen. Zdaj imamo pa nekje 30 mil, se pravi par urc, pa bova tam ravno prav po kosilu spet nekje v tistem času. Gumenjakar za sabo vlečeva, motor dol vzamem, ampak glede na to, da niso tako veliki valovi, me ne skrbi, da bi se okolo obrnil, tudi če se mu ne bo nič, samo malo daljš ga bom spustil, da bo še bolj nazaj zdaj in to je to. Majna hitrost skoraj 6 vozlov po GPS-u, po koleščku manj, 5-9. Če bo takala hitrost, bo res v 5 urcah tam. Še malo in sva na cilju. Skoraj sva prispela, sem še za ta rt greva in sva tam. Tole gor na temu rtu, gor na vrh, tu je pa tempelj Pozejdona, tukaj imamo namen iti pogledati in dan peš gor pot, tako da me da bomo šla tudi, zdaj če ne danes pa jutri. Tako dobro, pa večinoma sva jadrala danes malo na motor, ker je malo vetra, malo ga ni. Zdaj sem že zaprl glavno jadro, že kar med jadranjem, tako da zdaj sem zvijem še Genova, spustiva sidro in zmaga je najna. Boginja Natalija je prišla nazaj v Evropo, na celino. So šele bili otoki, zdaj pa prav celina. Zdaj greš lahko pa tudi peš domov. Bi prišla, ne treba nič plavati vmes. Midva sva na celini, gumenjak sva pustila tamle dol, zdaj imamo pa tale 2 kilometra naprej, tam pet imam nič dol. Greva 1,5 kilometra, 2, no, v eno smer, je trgovina, tako da greva malo kruha kupiti, pa mogoče še kaj, da se malo pogledava. Ja, medva kar naprej, zdaj zjutraj malo dež padal, tako da potem nisva gor na tempelj rinila, ampak sem se malo z dronom poletel. Še to so bile spet z dronom težave, tako da tukaj je. Zdaj pa tlele samo naprej ob obali.
v en zaliv, 16 milj daleč stran. Tam bomo pa potem jutri naj bi pihalo tam čez 30 vozilo v nasprotni smeri, tako da ravno prav bo v zavetju počakava, potem pa nadaljujeva naprej. Zasidrana, zdaj greva pa obiskat Johna, ki je zdaj že kakšen teden tukaj, to je njegova jadrnica zdaj brez jambora, ki je izgubil tam nekje po Rodosu. Zdaj naj jo pa čaka v enem, ne vem, apartmaju na drugi strani zaliva. Gremo z gumenjakom tja. Takole pa sleda pol, brez jambora. Žalostno. Mu je pa padel jambor naprej, ne nazaj. Tako da mu je, v bistvu sem tam ograjo, je polomil in to je to. Evo, prispela sva, Johna je pričakal. Evo, tam še on dingi. Zdaj greva pa k njemu tlele gor nekam v hrib, evo. Tisto tam so pa Atene, pogled na Atene. Evo, to pa je pogled na Atene, na morje, se zjutraj zbudiš takole na terasi. Vrhunsko. Najn ding je tle od spodaj, tle nekje. Odlično. Po noci bo veter obrnil že zdaj zvečer in bo pihal iz te smeri, ki bomo verjetno čisto v zavetju, tudi ne bo valov, zdaj se malo zibal, ampak je v redu. Po noči začelo ful pihati, da sem mogel tole tendo zaprti. Otrnjalo, da smo čisto blizu obale, pa se že beli valovi delajo. Glavno ful je pihalo. Samo malo. Ajde, bremzaj. Glavno, da vidimo, koliko je bilo po noč maksimuma. 51,8, evo. 51,8. Pa takole misliš, da si v zavetju, ker si v zalivu v dan za otolkam, ampak ni to tako. Evo, kaj dela lazy back, nam je strnjalo vse, ta je še stran zadrnjati, tako da ne moramo zaprti. Lahko bi Dino zdaj povil, ampak vse je v redu. Nič se ne bo zgodilo več. Takole piha. Sidr dobro drži, dal sem sicer tudi sidrni alarm danes po noči, za vsak slučaj, ker ne vem. Sem Johna peljal na njegovo jadrnico, da vidimo, kaj se je zgodilo. Tlele ima bum. Enač, jambor mu je padel, na srečo mu je padel naprej, tako da mu ni od zadaj nič tolele uničilo. To je en del zlominga, se pravi tole je vrh. Tlele mu je to ograjo edino polomilo, ta račji klun. Ostalo pa je celo, na srečo. Seveda nima kaska, tako da je to zdaj kar strošek. Tam 40,000 prav, mogoče več. Zdaj najdu na enem jardu tukaj na Kefaloniji od Bavarije 44 jambor, tako da upa, da bo v redu za 7,000 evrov. Upam, da je v redu. Da bo v redu. Več pa se vidi, kako je umazana jadrnica, sam pravi. Vse posod, kamer pogledaš. Cheap meal. I like it, cheap. End of the market, so we go to this market. John naj jo bo peljal z avtom po zelenjavo, sadje pa Lidl, tako da imamo srečo. Je pa tudi malo ponehalo pihati, tako da ne piha več toliko, tako da super. Lidl is here. Evo, mi gremo malo po Salamini. To je sem zaliv znotraj otoka, pa so že ful. Tako da so sreča, da smo na pravi strani otoka. Res je danes vetrovno.
Zdaj gremo pa, evo tega Lidl. Imamo pa v Lidl tlele. Yes. It's a big one. Smo tle na eni taki tržnici, zdaj malo kupujemo, ful piha te dežnike, vežejo, držijo. Glavno, vse kar v redu cene bova kaj kupila. Malo krompira pa jajc, ne? Mleko. Perché smeltiane sono la penita, calocchia penita, curga penita, olla penita vale. Olla penita tora, pagale video, pagale video, pagale video, pagale penita vale. Oksole, oksole poprošću. Se darejo ko... bi že z glasom smaknil. Olla penita tora. €1 sva dala za tole. Malo sem nakupila 7 kg krompirja, €5. To ne vem, koliko je bilo čebula, €0,5, banane, €1, 17 centov, en jajc. Zdaj sva nekaj nabavila, tako da imava za nekaj časa. Midva sta bila v šopingu, ki ima Natalija danes rojstni dan, ne? Zadnja tretjka, trojka. Zadnja trojka. In sva kupila, sicer bo šla pol k Johnu pa njegovi, tle v Apartmagor, in sva kupila celo baklavo, tako da bova tole nesla s seboj, pa sladoled, tako da jih bova malo počastila. To je donajno praznovanje danes. Nekaj malega sva kupila za jutra, tako da odlično. Jo pospravljala, nekaj pojeva, pojeva pa na praznovanje. Danes pa nisem dobila tega. Ne? Za Tima? Ne vem, ali zbira ali ne, ampak mu bom vzel. Mogoče pa je, sem ga vprašal danes. Danes je drugače ful lep sončen dan, tudi vidljivost je veliko boljša. Tam se vidi Atene, pa pač naprej hribe, čisto lepo. Je ful lepo. Včeraj mi je uspelo zamenjati, sva kupila novo navigacijsko lučko rdečo, ki sva jo izgubila, zdrobila, tako da imava novo. Po včeraj sva kupila nov separator za gorivo, ampak je manjkal en delček, tako da smo šla danes nazaj v trgovino iskat, pa nisem imel. Zdaj pa rekel, da dobijo jutri novo pošiljko, tako da bomo mogli jutri še počakati. Tukaj sem rekel, da bomo počakala edino v primeru, da nama dostavijo tle na obalo, ker medva nimava avto, da bi zdaj spet 10 km hodila že tretjič v mesto, tako da upam, da nama jutri čim prej pripeljejo. Takoj, ko nama pripeljejo separator, dvigneva sidro in greva do do prekopa Korintskega prekopa. Imamo nekje 25 mil, tako da to bi jutri rada preplula. Potem bomo pa v Korintu tam sidrala, pred Korintskim kanalom. No. Potem bomo šla pa čez, odvisno, zdaj mogoče bomo kakšen dan tam, mogoče ne, bomo videla. V glavnem greva čez na našo Jonsko stran, se pravi v Jonsko morje počasi. Jadrnica je skos umazana, evo ti kakšne. Celice so čisto rdeče, moram zdaj jih obrisati, okna so vsa umazana. Skratka, non-stop lahko pucala. Zdaj lahko tendo nazaj odprem, ker je nehalo tako pihati. Zaprl sem jo zato, ker sem mislil, da bo odneslo vse skupaj. Več pa plaže so še prazne, nikjer nobenega, ali pa mogoče kje kašen. Redko. Zdaj 2 dni sva tukaj, sva imela tudi nekaj jadrnic, trenutno sva sama. Zdaj počas bo moja odšla na obisk Johnu
za Natalijino praznovanje rojstnega dne. Pa še 2 kantice nafte smo napolnili. Tole moram stočiti v rezervoar. Dobro, da sem vedel. Grem zdaj narediti, če preden odideva.